Zgodilo se je tisto, kar smo vsi čakali. Mojstrovina Bena Shapira, dobesedni monolog iz nebes, ki je zdaj izšel, v katerem popolnoma raztrga vse tiste koristne idiote, ki so tam zunaj poskušali uničiti njega in ugled Daily Wire. Mislim, to je bil njegov dobesedno najboljši trenutek. Seveda sem se smejala ves čas, kdo se ne bi. Moraš imeti rad Bena in mu priznati zasluge. Zasluži si vsako sekundo na prestolu kot kralj konzervativnega gibanja. Gremo. Za novice. In včasih smo mi tisti. No, pozdravljeni vsi skupaj. Veste, včasih tukaj v oddaji Bena Shapira poročamo o novicah. In včasih smo mi novica tukaj pri Daily Wire. No, v zadnjih nekaj tednih je bil Daily Wire, kot ste morda opazili, tarča številnih napadalnih člankov, kot prava bera takšnih člankov. Bil je eden iz Washington Posta in eden iz Podka. In potem je bil na koncu še posebej smešen članek izpod peresa vrhunskih novinarjev New York Magazine, ki so dobesedno prepisali svoj napadalni članek iz Washington Posta. Toliko novinarstva, res vrhunsko novinarstvo. No, danes zjutraj ta članek iz New York Magazine odmeva po internetu. Odmeva na X-u. No, New York Magazine trdi, da je bil čas, ko bi se Ben Shapiro lahko upravičeno imenoval kralj vseh konzervativnih medijev. Jaz se tega časa ne spomnim, ampak sliši se cool. Pravijo, da je tega zdaj konec. Daily Wire uvaja precejšnja odpuščanja. To je res slabo, da greš dobesedno naravnost za vrat, namesto da bi rekel, ne slikajte me, strah me je. On pa je kot, ja, vi ste grozni novinari, dovolite, da vam pokažem, kako slabi ste v resnici. Se hočeš postaviti proti kralju konzervativnega novinarstva? Oj, čaka vas prava borba. No, po mnenju revije New York Magazine, prihodnost konzervativizma ni tradicionalni konzervativizem, veš, kot so svobodni trgi, enake pravice pred zakonom, sistem zavor in ravnovesij, kot tudi tradicionalne vrline. To je mimo. Prihodnost, po mnenju revije New York Magazine, je Nick Fuentes, potrjeni nacist in sovražnik žensk, ter človek, ki nikoli ne bo mogel po naravni poti oploditi ženske. Ali Tucker Carlson, potrjeni antikapitalist in zagovornik muslimanov, ter žrtev demonskega praskanja, ali morda Candace Owens, potrjena obrekljivka udov in poznavalka francoskih mod, ali pa mogoče Megyn Kelly. Poznavalka francoskih mod. Conor freaking Saur francoskih mod. Mislim, drage moje, ste si to želele? Ste si želele popolno analogijo tega, česa so možgani Candace Owens sposobni? Tukaj je, prav za vas, kot je pokazal Ben Shapiro. Click Night, Horn Graham Agripper Tamley. No, New York Magazine piše, citiram, propad Daily Wire lahko vidimo kot resno opozorilo za tradicionalne republikance. Shapirov konservativizem ima leta 2026 dve plati. Ohranil je pomemben vpliv med republikanskimi elitami, hkrati pa da prihodnja baza strank hitro zavrača. Najprej, to preprosto ni res. Po anketnih podatkih so stališča, ki jih zagovarjamo v tej oddaji, odraz široke večine republikancev. To je pač realnost. Ampak menil sem, da bi se morali s tem soočiti neposredno. Tako je. Daily Wire je od začetka leta odpustil približno 13% svojih zaposlenih. 13%, v redu, ni pretirano veliko. Veliko ljudi, žal preveč ljudi, a ni 50%. In to je bilo res grozno. Bilo je res žalostno, ker so vsi ti ljudje odlični. In vedno, ko si v poslu, veš, kadarkoli kot podjetje odpuščaš ljudi, je to res grozno. Težko je. Slabo je za njih, slabo je za nas. In osebno se trudim najti druge zaposlitve za čim več teh ljudi, kot jih lahko, ker si vsak, ki smo ga odpustili, zasluži službo druge. So res odlični ljudje. Ampak za naše kritike je bil to razlog za veliko praznovanje. Veš, veselo odpiranje šampanjca ali pa v primeru Nicka Fuentesa zmagoslavno praznovanje s Catboysi in lubrikantom. In poslušajte, počaščeni smo zaradi te pozornosti. Bu! Mislim, res grejo na polno glede tistega, da je Nick Fuentes gej, veš, gej. Stvar je taka. Ljudje običajno pišejo takšne zgodbe samo o velikih ameriških institucijah, prav? Kot na primer, Amazon odpušča ljudi. To je velika zgodba. Ali pa Washington Post odpušča ljudi in to je velika zgodba. In hvala Bogu, smo velika ameriška institucija. Po podatkih PodTrack, naš podcast doseže 41 milijonov ljudi na mesec. Smo 6. na svetu. Imamo skupaj 11 oddaj. Paramount, če vzamemo primer iz iste tabele, je na 4. mestu na svetu. Imajo 145 oddaj. Torej, glede na našo velikost, smo mi res uspešni. Odgovorni smo za 2 najuspešnejša konservativna dokumentarca v zgodovini. Matta Walsha, Am I Racist? In What is a Woman? Prav ta teden je podpredsednik Vance citiral naše poročanje v svojih preiskavah goljufij. Naša dopisnica iz Bele hiše, Mary Margaret Olehan, pa je v tiskovni sobi in postavlja vprašanja.
Poglejte, stvar je taka. O tem ni nobenega poročanja v nacionalnih medijih. Če bi glavni producent Candace Owens in njen menedžer odstopila, ali če bi Megyn Kelly na YouTubeu začela izgubljati 10,000 naročnikov na mesec, ali če bi bil promet Tuckerja Carlsona nesorazmerno iz Pakistana, vsi imamo svojo bazo oboževalcev. Mimogrede, vse to se dejansko dogaja, ampak nikogar se res ne briga. Ker, ja, ti ljudje imajo veliko občinstvo, nimajo pa nobenega pravega institucionalnega vpliva. Oni niso institucije, to pa ne velja za Daily Wire. Obožujem to misel, veš? Obožujem to misel. Ker to, kar počne tukaj je, da namesto, da bi nasedel v tej celotni smešni stvari, kjer ljudje govorijo, da se morajo braniti, karkoli že, on pravi, dejstvo, da govorite o meni, nekako dokazuje, da se motite. Mislim, sploh ne bi govorili o meni, če ne bi bili v Portlandu in če ne bi delali dobrih stvari. Tako da, ja, mislim, govorijo o Amazonu in govorijo o Daily Wire, ne? Da bi vam sploh povedali, da vam je on to že povedal. Joj, res so na vrhu? Nadaljujmo z gledanjem, ampak najprej še kratka beseda naših sponzorjev. Verjetno ste že videli naslove o izbruhu na križarki. Do zdaj so 3 smrti, več potrjenih primerov, zdaj pa spremljajo tudi ameriške potnike po izpostavljenosti hantavirusu, edinemu sevu, za katerega je znano, da se prenaša s človeka na človeka. Pandemija nas je naučila nekaj pomembnega. Ko se pojavi nov virus, je zdravstveni sistem hitro preobremenjen. Lekarne ostanejo brez zalog, recepti se zamujajo ali zavračajo, ambulante pa so preobremenjene. Zato priporočam, da imate komplet za nujne primere ob nalezljivih boleznih podjetja Wellness že doma, preden ga sploh potrebujete. Naročite ga zdaj prek spleta. V kompletu so zdravila na recept, ki jih predpiše zdravnik, in celo nebulizator za dihalne simptome. Upam, da ga nikoli ne boste potrebovali. Tako boste namesto hitenja ob naslednjem izbruhu že imeli ključna zdravila in pripomočke za dihala pri roki, pripravljene za takojšnjo uporabo. Pojdite na twc.health/meira.k in uporabite kodo MEIRA-K, da prihranite do $3 ter prejmete brezplačno dostavo. Bodite pozorni na to, da so kompleti na voljo samo prebivalcem ZDA. Obožujem to, bodite varni, dragi moji, bodite varni predvsem. Ampak veste kaj, tako zelo imam rada Shapira. Povem vam, ta moški je najboljši vseh časov. On je pravi OG. On je briljanten, on je resnično fantastičen. Prav, ste pripravljeni na še malo več? Ker, zakaj pa ne? Zakaj se ne bi zabavali do konca Novalda? Gremo. Smo dovolj veliki, da ljudem ni vseeno, ko naredimo napako. In seveda, kot vsako podjetje imamo vzpone in padce. Ampak, kot je rekel Mark Twain, so govorice o naši smrti močno pretirane. Ampak tukaj je še nekaj. Tukaj se dogaja še nekaj drugega. Nekaj zelo očitnega. Medijska levica in woke desnica, to bi bili kot Candace, Fuentes, Tucker in Megyn, vsi skupaj, nova levica, poskušajo uničiti tradicionalni konservatizem. To je bistvo vsega tukaj. Poglejte. Daily Wire je največje tradicionalno konservativno medijsko podjetje v digitalnem prostoru. In to za veliko razliko. Daleč največje. Večkrat smo večji od vseh ostalih. Na naši platformi imamo veliko pogovorov med našimi različnimi voditelji o temah, ki segajo od umetne inteligence do Bližnjega vzhoda, katolicizma, judovstva in vsega tega. Pri Daily Wire je veliko živahnih razhajanj mnenj. Ampak na koncu je tisto, za kar se zavzemamo pri Daily Wire, precej preprosto. Raznika, krepost in svoboda. In to je tisto, kar bi nova levica, tam pomeni stara levica in desnica po logiki Podkle, z veseljem uničila. Zato napadi že tedne se vrstijo silovito in brez premora. Želijo uničiti tradicionalni konservatizem, to je njihov življenjski cilj. Želijo ga uničiti iz več različnih razlogov. Levica iz enega razloga, woke desnica iz drugega. V naši domnevni ranljivosti ljudje od Nika Fuentesa do Tuckera, od Candace Owens do New York Magazine, od The Washington Post do Megyn Kelly, vidijo priložnost, da nadomestijo tradicionalni konservatizem z zarotniško, zamerljivo, noro različico populizma. Ali pa v primeru Megyn, samo hitro pridobiti nekaj klikov in denarja. To je donosen nateg. To je nevaren nateg za Ameriko. Zakaj se to dogaja? No, očitno, za medijsko levico mi to doživljamo. Razumemo. Za medijsko levico razumemo. Vedno so veseli, da lahko izvajajo ta nateg, ker imajo radi desnico, ki je nora. Nočejo desnice, ki jo zaznamujejo običajna prepričanja. Hočejo desnico, ki je nora. Mimogrede, opazite, kako jih imenuje nova levica, kaj ne? Sploh več ne pravi woke desnica, samo tako, stari. Kot da smo že često, kot da so se pretvarjali, da so desni, a v resnici zagovarjajo samo leve stvari. Levo. To je samo naša nova različica levice. In občutek je malo čuden, ampak v bistvu so nas samo poskušali uničiti. Ampak to je to, fantje, samo umaknite se. Ne sekirajte se zaradi tega, ne razmišljajte o tem. To je samo še ena različica levice. Čas je, da se vsi malo na novo naravnamo, ker desnica še vedno razmišlja.
Ker najlažji način, da AOC postane predsednica na volitvah leta 2028 je, da proti njej kandidira tista nora gospa. Konservativno gibanje, ki se osredotoča na moda Brigitte Macron ali demonske napade v divjini Majna. Ali zakaj so ljudje odgovorni za vaše neozdravljivo vnetje dlesni, grozen telesni von in nezmožnost, da bi si našli zmene? Kar se tiče prebujene desnice, veste, nove levice, to bi bili Fuentes, Tucker, Candace in druščina. Zaradi vsega tega so navdušeni tako iz poslovnih kot političnih razlogov. Prvič, to je konkurenca. Drugič, želijo uničiti tradicionalni konservatizem. Njihov celoten cilj je prevzeti tradicionalno konservativno občinstvo. Po vseh razpoložljivih merilih je v tej državi veliko več tradicionalnih konservativcev in razsodnih ljudi kot norcev. Ampak njihov cilj je izprazniti konservativno gibanje in ga nato uporabiti kot krinko za svojo izprijeno politiko. To je vsa poanta, zato mnogi izmed njih zdaj javno priznavajo, da so demokrati. Ta enotnost je bistvo. To je razlog, zakaj je Russia Today, uradni medij Kremlja. Vodi jo ruska vlada in danes deli triumfalizem Nika Fuenteseja. Fuentes je tweetnil: "Zmagal sem, potem ko je izšel tisti članek v reviji New York Magazine." In Fuentes je zmagal. No, ne vem. Živeti v tvoji kleti in 8 ur na dan prenašati v živo, medtem ko se samo zadovoljuješ ob Catboysih. To je ena oblika zmage. Sem rekel, prav. Mislim, kakorkoli že, kar ti paše, prijatelj, lahko bi srečanje Russia Today in Fuenteseja imenoval nekakšen spletni pakt Molotov-Ribbentrop. No, to je tudi razlog, zakaj Washington Post z veseljem citira Candace Owens, razgrajaško spletno klošarko, da pojasni, da so številke Daily Wire upadle. Ponovno, to zavezništvo med levico in prebujeno desnico je povsem resnično in aktivno. Zato se združujejo, da oblikujejo zgodbe. Zato ponavljajo iste iztočnice. Zdaj Candace pravi, da so številke Daily Wire upadle, ker ljudje... Ja, to je točno razlog. In mislim, da je čas, da vsi to razumemo in prenehamo paničariti zaradi vsega tega. Kaj ne? To se dogaja. Želijo uničiti desnico. Zakaj želijo uničiti desnico? No, ker je levica psihotična. Kaj pa oni? Ker potrebujejo novega sovražnika, potrebujejo novo polemiko. Morajo ohranjati visoke številke, morajo ohranjati privlačne naslove, morajo zadovoljiti svoj narcisizem. In ugotovili so, da je desnica zmagala. In vsi vedo, da je najslabša stvar za revolucijo to, da revolucija uspe. Ker kaj se potem zgodi? Potrebuješ novo revolucijo. In ko so te ljudje zmagali in ugotovili, da je Trump na oblasti, so si rekli, potrebujemo novega sovražnika. Kdo naj bo to? V redu, ugotovimo. Poglejmo dobesedno v knjigo in preverimo, kdo je najstarejši sovražnik na svetu. In so ugotovili, kdo je. In so se tega lotili ter se osredotočili nanj. In je kar malo nerodno. Kaj je najbolj sporna stvar, ki jo lahko naredimo, da razjezimo svoje občinstvo? Ne vem, govorimo o stvari, ki jo vsi sovražijo, kot je islam, ali napadimo socializem, se pretvarjamo, da je odličen, ali pa popolnoma zmedimo vse. Tako da vsi govorijo o njih. To je dobesedno to. Najslabše za revolucijo je, če revolucija uspe. To je osnova ideje igre lakote in to je osnova tega, kar vidimo tukaj. Tem ljudem ni všeč, da so postali nepomembni, ker so zmagali. Zdaj poskušajo dokazati, da niso zmagali in ustvarjajo novega sovražnika. In vsi so zaradi tega prizadeti. Ampak hvala Bogu za ljudi, kot je Ben Shapiro, za Daily Wire, za ljudi, ki pravijo, vidimo vas. Idiotski, psihotični ljudje tam zunaj. Razumemo. To za nas ne deluje. Kakorkoli že, prebujena desnica, nova levica, idioti, ljubitelji mod, kakorkoli jih želite imenovati, demonsko opraskani, manični, anoreksični voditelji. Pravzaprav ne vem, katero negativno poimenovanje bi si želeli izmisliti, da bi to skupino spravili pod eno oznako. Ampak to so oni. In Ben Shapiro ter Daily Wire in vsi konzervativci, ki dejansko razmišljajo svojo glavo in so ostali zvesti svojim vrednotam, pri katerih ni bilo nobenih kontroverznosti. Niso imeli velikih afer, ne lažejo. O njih ni nobenih videoposnetkov dr. Carlsona, ki bi govorili grde stvari o ženskah ali se pretvarjali, da imajo radi transspolne osebe ali karkoli takega. So povsem neoporečni, ker so res pošteni ljudje in se dejansko borijo za nekaj dobrega. In ta boj še zdaleč ni končan. Zato si oglejte preostanek posnetka Bena Shapira, je na X, na voljo je na YouTubeu, je odličen, dvignimo mu številke. Zakaj pa ne? Si to zaslužijo bolj kot kdorkoli. In kot vedno, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.